Na prireditvi, ki je letos potekala v Viteški dvorani Brežiškega gradu, so podelili 4 bronaste in 3 srebrne znake civilne zaščite ter plaketo civilne zaščite. Med prejemniki bronastih znakov sta bila tudi predsednica Gasilske zveze Krško Ana Somrak in član prostovoljnega gasilskega društva Veliki Kamen Sandi Dekše. Ko dobiš priznanje, niti ne razmišljaš o tem oziroma dejansko vidiš preko ostalih kolegov, da se v prostoru nekaj dela oziroma da delamo nekaj več, kot je samo vsakodnevno. Tako da pač v našem sistemu je ta zahvala, da dobivamo ta priznanja. Seveda so različna glede na staž, glede na leta, ki jih upravljaš, tako da seveda sem lahko ponosna na to, da sem že kar vrsto let v teh vrstah tudi za to priznanje. Prijetno presenečenje. Sicer pa nasplošno kot gasilec, pa mislim, da nihče od nas ne dela za ta priznanja, dela zato, ker je naša želja pomagati sočloveku, sokrajanom v okolju, kjer delujemo, in to je tudi nekako tisto vodilo, zaradi česa smo aktivni. Tako Dekše kot Somrakova sta ob tem izpostavila pomen prostovoljstva v gasilskih vrstah, ki se vse bolj povečuje tudi ob naravnih katastrofah in kriznih situacijah. Moram reči, da kot Gasilska zveza Krško, ker imamo tudi zdaj skupščino, ugotavljamo, da smo imeli lansko leto kar prizanešeno v smislu naravnih in drugih nesreč. Tudi prevelike poplave in pa tudi požari niso pestili po našem delu, pa vendar se vedno zgodi nekaj v nekem drugem območju, se pravi tudi Črnomelj, kam so naši gasilci šli na reševanje. Tako da občina Krško je lansko leto lahko smo zadovoljni, da so stvari na tem področju tekle mirno in verjamem, da bo tudi letos tako. Lansko leto, če pogledam prav naše območje, iz katerega izhajam, je zaznamovalo predvsem v tehničnih intervencijah pomoči ljudem na področju snežnih zametov in pa kar nekaj hiš je bilo ogroženih zaradi višine snežne odeje, ki je ogrožala strehe. Tako da smo reševali predvsem objekte pred možnostjo porušitve. Imeli smo tudi 2 požara, kamor smo se odzvali na klic na pomoč v sosednje krajevne skupnosti. Civilna zaščita sicer združuje različne službe in organizacije v mrežo, ki deluje ob vseh večjih naravnih ali drugih nesrečah. Kakorkoli vemo, če pride do kakšne naravne in druge nesreče, je potrebno stopiti skupaj in nekako različna področja tudi pokrivati. Tako da danes je priložnost, da se vsem tem posameznikom, pač nekaterim izbranim, zahvalimo za njihovo delo, za njihov trud, za njihove številne ure, ki jih vložijo v usposabljanja, da upravljajo dobro lahko te svoje naloge z področja zaščite in reševanja in seveda same aktivnosti z tega področja. Kot je še dejala Močnikova, v Posavju nista usahnili solidarnost in pripravljenost priskočiti na pomoč vedno, ko je to potrebno. K sreči pa v lanskem letu večjih naravnih ali drugih nesreč niso zabeležili.